Lepo zdrav, mi smo Kamenjak in vi poslušate oddajo Radioaktivno. All for You je bila slišana skladba skupine Kamenjak, vid z mano z albumom Future Primal. Zdravo. Zdravo, Boštjan. Niste več novinci, glede na to, da sem pogledal, da imate kar neke diskografije za sabo. Ja, zdaj sam band ustvarja recimo od leta 2021, takrat smo začeli, med temi raznimi krizami. Takrat smo začeli delati, pa smo pa v bistvu izdali prvi EP 2022-2023. 23 piše. 23 piše, ja, malo me za čas zmatrali. Takrat smo izdali pol prvenec, prva plošča, je bila z naslovom Black Sky Summer. Tista plošča je bila tudi narejena v bistvu med temi poplavami, Takrat smo največ ustvarjali in je tudi tematika bila nekako v to smer zavita. Zdaj zadnja plošča je pa pol nekako nadaljevanje tega, kar, če je bila tematika prejšnje plošče Black Sky Summer nekoliko postapokaliptična, smo zdaj šli nazaj v jamo, med praljudi recimo temu, med čarovnice in tako naprej, vrače šamane. Bo še prišlo do tega, kam smo prišli, pa kam bomo šli. Sicer pa ime Kamenjak, odkot? Ja, gre za besedno igro, kamen, trši rifi, niže uglašene kitare. Zdaj, mi smo, ko smo štartali s tem bandom, smo nekako ne odločili, ampak začeli smo malo se s to Palm Springs sceno, s tem Desert Rockom spoznavati. Mi dva z Bobnerjem, nama je bilo to
relativno tuje, no, ta žanr, ne. Itak vsi smo izhajali iz nekih drugih žanrov, prej smo imeli tudi druge bende in Grega nam je pol to pokazal, to zadevo. Pa smo rekli, dajmo pa mi nekaj v to smer, ne, gremo malo kitare dol uglasiti, dajmo malo faza, dajmo malo distorzije, pa gremo delati zdaj to, ne. Ampak zdaj, da bi rekel, da mi igramo stoner rock, da je zdaj kamen, ne, to, da je ta besedna igra lahko potrdi naš žanr, ni, ne, ker na koncu smo odkrili, da itak vsak ima to glasbenega ozadja, da je šlo zdaj neko svojo smer, no, zdaj, da bi se mi zdaj žanrsko opredelili kot stoner rock je težko, no, ker so itak vplivi tudi zdaj punka do grunge, do vsega imamo not, te Seattle scene, post-punka in je, ja, ime je, stonersko ime je, ampak žanr pa ni samo, no, zdaj, da bi rekli, da pa igramo čisto stoner rock. Ja, kaj ti našel sem tudi oznako fuzz rock. Ja, fuzz rock je zdaj označba za te kitarske efekte, pri katerih se signal lomi, ne, kjer je razpad signala in temu primerna tudi glasba. Zdaj, recimo, če pogledamo te bende, ki so iz Palm Springsa izhajali, je tudi veliko tega faza, no, tega teh distorziranih kitar in to je tudi v naši muziki zelo veliko občutno, ne. Tako da veliko bazira na teh efektih, na teh kitarskih efektih. To se pol tudi sami nekaj igramo s tem, tako da je da je zvočna slika čim bolj unikatna, no, pa da je res čim bolj bazično vse. Pogovor sva pričela s skladbo, ki ste jo tudi kot prvo izpostavili z albuma All For You. Ja, All For You smo dali mi ven v bistvu že 14 dni prednje ploča je šla, ker se nam je zdel dost je šel v honam, no, se mi zdi, da smo ga dobro odigrali, ko smo ga posneli, ne, snemali smo v živo in se mi zdi, da nam je dobro uspel in smo ga pol tudi dali kot prvenec ven. Meni gre kar uho, meni všeč, no, zato smo se pol tudi za tega odločili, da ga damo najprej ven. Druga, ki bo spustila, pa bo Great White Sky. Ta je malo manj, no, ta je malo bolj težka, ampak ima dober groove, zdaj samo besedilo, o čem govori, bi mogel našega kitarista vprašati, ampak tema je, kot sem rekel, ne, se pravi, če gremo iz nekega Armagedona, iz nekega konca sveta nazaj v jamo, ne. Veliko belo nebo, ne, pod katerim smo vsi enaki, če pride do neke kataklizme.
Great White Sky, skupine Kamenija Godaj radioaktivno vrtimo album Future Primal, ste trio iz Celja. Tako je, zdaj Celje je eno tako malo mesto, ne, kjer se vsakega pozna in na tak način smo se tudi skupaj dobili. Ne. Vaje imamo, oziroma studio, kjer tudi muzika nastaja, imamo v enem zaklonišču, tam nastaja ves material, več ali manj imamo mikrofone skozi prežgane, snemamo v živo. Seveda so na koncu neki minimalni popravki, ne, vokale, pa kakšne solo kitare se pol nasname, ampak nam je ključno to, da glasba nastaja v živo, da je ujet tisti moment ustvarjalni, da je groove, tako da nekega nasnemavanja se izogibamo. No. Ste trio, pa ste brez harmonike. Ja, katastrofa. Čeprav, ja, vse harmonika, jaz ne bi, mislim, da ima v Sloveniji tak prizvok neke te domače glasbe, ampak mislim, da se da z eno klavirsko harmoniko, če se gre dost po črnih tipkah, se da tudi zelo dobra glasba ustvariti, ne, recimo etno bendi, kot so, ne vem, Čompe ali pa. To je meni super, ne. Da se eno, ne bi rekel pa Orleki, recimo, pa imaš bende, ki so s harmoniko naredili čudo. Prej si omenjal vplive Palm Springsa, tudi tega raznega ameriškega zahodnega roka, grunge-a. Ja, no, sej, tu smo zdaj v bistvu vsak od nas, ne, in Grega in Tjaš in jaz smo vsak dal nek svoj del teh vplivov ameriške glasbe, ne. Zdaj Tjaš je bil bolj v tem skatepunku, ne, bolj v kalifornijski glasbi prej, no, pred leti. Jaz sem bil bolj v tem Seattlu. Grega je pol ta Palm Springs spremljal, ne, te malo bolj trše rife in smo pol to nekako zapakirali v nek naš edinstven zvok, no. Ampak ja, zdaj glavni vplivi so pa ameriški, no. Mogoče tudi, če bi se kaj, ampak mislim, da britanske glasbe ni tukaj slišati, no. Več ali manj so ameriški vplivi. Koliko pa slovenskih vplivov? Ja, slovenski vplivi, zdaj, meni se je zelo težko enačiti, glede na to, da nimamo slovenskih tekstov, no. Se mi je zelo težko enačiti s slovenskimi bendi, ampak mislim, da to vrstna glasba v zadnjem času je kar porast tudi pri nas, no. Recimo na Krasu so močni, pa Primorska, tam je dost zelo dobrih bendov, ki v tej smeri tudi ustvarjajo, ne. Kako dolgo ste vi skupaj? V takšni postavi, kot je danes? Zdaj smo 2026, rečemo 4-5 let, no, v takšni postavi, ja. Če še vas predstaviš, kdo je kdo, glede na to, da ste samo trije. Tjaš Mesec je na bobnih, Gregor Rožim je na kitari in na vokalu, pa jaz sem pa na basu in na vokalu. Verjetno pa to niso vaše prve skupine. Ne, se pravim, da smo imeli prej že od srednje šole razne projekte, tako sem rekel, tudi najrazličnejši žanri so nas spremljali, ne samo v poslušanju, ampak tudi v ustvarjanju, ampak zdaj smo se najdli tu nas je pot pelala in nam je dober to, na čem smo zdaj. Tretja, Witchcraft. Ja, zdaj spet smo v jami, ne, spet smo za nekim ognjiščem, glavni, kako bi rekel, glavno nek vrhovni poglavar teh plemenskih združenj je bil Vrač, ne, se pravi ne nek predsednik, nek verski voditelj, ampak Vrač, ne, in tja se vračamo, ko ne ostane od naše zemlje nič več, ne, in gremo spet nazaj k temu, ne, k čarovnicam, pa vračem, pa tem stvarem.
Future Primal je album, ki ga vrtimo v oddaji Radioaktivnost skupine Kamenjak, Vit je z mano. Prej na začetku smo že nekaj omenjala diskografijo, 2024 Kamenjak 1 in 2, prvenec v 2 delih. Ja, zdaj takrat se nam je zdelo, da skladbe, ki so bile posnete, so imele 50-50% nekako čisto različen zvok, čisto različen groove in zato smo tudi izdali v 2 delih, ker se nam je zdelo, da ni bilo toliko celostno, da bi lahko izdali kot ploščo, zato smo izdali po 2 delih, se pravi 2 mali plošči, ker se mi zdi, da ne bi bilo fair, no? Ni imeli neke zgodbe, ni imeli zdaj neke strašne povezave, da bi mi to lahko izdali kot ploščo takrat, ne? Zato smo tudi izdali v 2 delih. Se pravi, zaradi same zvočne slike, ki je fest varirala, ne? Iz 1 do 2, pa tudi besedila, pa vsem smo pač izdali v 2 delih. Potem, kot si že omenil, 2024 še Black Sky Summer, koliko se zvok od takrat razlikuje od zvuka, ki ga delate danes? Ja, razlikuje se kar dost. Prva stvar recimo je ta, da pri Black Sky Summer smo zelo veliko. Določene stvari smo prepustili postprodukciji, se pravi nekim podnarekovaj okraskom, neke sinte smo dodajali, neke zvoke, neko atmosfero, ki smo jo hoteli ustvariti zaradi same rdeče niti plošče, ne? Se pravi ta apokalipsa in smo tudi, ne vem, pa neka grmenja, pa neke strele, pa to smo pač zelo veliko stvari smo prepuščali postprodukciji, ne. Zdaj, če pa pogledamo Future Primal, je pa tega zelo malo, ne. Se pravi, baza, glasne kitare, groove, to nam je bilo tu glavno, ne. In recimo tudi, ko smo ustvarjali, smo rekli, da imamo na sred sobe 2 mikrofona, pa to more že v redu zveneti že takrat, ne. Se pravi, ko pridemo mi do miksanja, moramo biti mi na 90%, ne. Da ni pol nekih nepotrebnih olepšav. Pa ne rečem, da ne bomo kdaj se spet na ta način lotili, ampak zdaj se mi zdi, da nas pot vodila v to, da mora biti izdelek čim bolj bazičen. Torej bolj prvinski, kot pa bi rekel neki bolj futurističen. Tako. Je težko potem obrati tako pot med sodobno tehnologijo, ki ti omogoča vse živo, pa med tisto prvinskostjo? Ja, zdaj, sodobna tehnologija pa dejstvo, da lahko danes vsak band snema, ne. Imamo pozitivno stvar tega, da lahko vsak mlad band nekaj posname, ne. Oprema je dostopna. Slaba plat tega je pa, da vsa ta tehnologija ti da ravno dost zanke za obesiti se, če greš pa predavč kopleš not v postprodukcijo, pa v miksu, ker lahko zadeva na konc ne izpade toliko prvinska, ko bi lahko bila. Tako da mislim, da je in pozitivna in negativna stvar tega, no, pri vsej tej sodobni tehnologiji. Ampak spet, ne izključuje možnosti, da kdaj ne bomo šli v to smer, ne. Ampak pač glasbenika vodi neka ustvarjalna pot in to na ta način smo začutili, ne, da moramo zdaj biti bolj bazični. Mi bomo sedaj začutili vašo 4., Sunboto, Sonce kot vir življenja. Ja, Sonce kot vir življenja, pa rečemo v tem smislu, da Sonce je pomembno, da zaradi tega, da lahko rastline rastejo, pa da imamo kaj za jesti, mogoče ne toliko zaradi tega, da za proizvajanje elektrike pa drugih stvari prvinsko se mi zdi Sonce pomembno zaradi tega, da si lahko solato na vrtu pridelaš, ne. Zdaj, mogoče je pri tem tudi zelo zanimivo je, da se recimo v Palm Springsu, v desert glasbi se zelo veliko uporabljajo prav eni ojačevalci, ki se jim reče Sun Amplifiers. Tako da smo mogoče tudi na to malo namignali, ne vem. Ta komad je Grega napisal spet, mogoče bi mogel nekaj več, ampak ja, pod soncem smo vsi enaki, ne. Ali pa ne, relativno.
Sun skupine Kamenjak. Future Primal je vaš tretji album, če tako preštejemo. 9 skladb ste nam tokrat dali v poslušanje. Ja, zdaj posneli smo jih 10, ena se nam ni zdela za gor. Mogoče bomo izdali kot single, še enkrat posneli, ampak ni bila dosti dober. Ne, da ni bila dosti, da sama skladba ni bila dosti dobra, mogoče pa tiste par dni mi nismo bili najbolj v fokusu in je na koncu ni izpadla 100% in smo se odločili, da ne bomo dali gor. Ampak se pa čisto nas zgodi, da jo pa kdaj v prihodnosti še izdamo. No. Tako da hoteli smo imeti okroglo številko 10, ampak smo se pol na vajah pogovarjali, pa kaj zdaj, pa da 10, da 9. A je to zdaj plošča, če jih je sam 9, ne? Potem smo pa gledali, se smo dali Pink Floydi ven že pa z plošče, ki so imeli, ne vem, milijonske naklade, pa je bilo 9 sklad, pa smo rekli, v redu. Dajmo eno ven vržiti, pa dajmo teh 9 imeti res dobrih. Glede na naslov sklepam, da bo prihodnost prvinska. Ja, upam, da ne, no. Meni je kar fajn. V udobnem naslonjaču, tu v studiu, so tehnologijo, ki jo imamo v trgovino, lahko greš kupiti, kar ti srce poželi. Meni je kar, jaz ne bi zamenil tega za življenje v jami, ampak tako da upam, da ne bo šlo preveč v to smer. Mislim, je pa fajn, da se pa pri enih stvarih človek malo vpraša, da rabimo vse te stvari, a te res toliko srečujejo. Vse te materialne dobrine, včasih si res malo pomisliš, da ta način življenja, ki je zdaj dosti hiter, se lahko včasih bi ljudje malo nazaj v to jamo malo preslikali. Mogoče vsaj sam za kak vikend, pa bi videli, da pa če se pa v ognju nekom sam pogovarjaš, pa tudi ni tako slabo. Ne. Čeprav nekateri govorijo, da bomo po propadu tehnologij vsi pristali v jamah. Ja, sej. Tisti, ki bodo preživeli, seveda. Ja, tisti, ki bi preživeli, sigurno ne. Zgodovina se ponavlja, ne. Doskrat je že prišli do raznih apokaliptičnih momentov skozi zgodovino in jaz srčno upam, da se to ne ponovi. Vsaj ne v najnem življenjskem razponu, da upamo, da tega ne bo. Pol, kaj bo pa naprej, bo pa že nekako preživeli. Bojo pa že zrihtali, ja. Naslednja, Time. Ja. Kot zaveznik ali kot nasprotnik? Ja, zdaj, če se vrnemo spet nazaj, k lifestylu, je čas, ne vem, da si ga vzamemo. Premalo za sebe, za najbližje, za družino, za prijatelje. Odvisno spet v katerem življenjskem obdobju si, ne. Ampak meni se zdi, da zadnje čase si premalo vzamemo čas za, ne vem, za nek zdrav življenjski način, za to, da se poslušaš samega sebe, da poslušaš ljudi okoli sebe. In se mi zdi, da ni ravno v tem zdajšnjem sistemu ni ravno naš največji zaveznik čas, no. Ravno zato, ker si ga ne vzamemo dosti.
Time skupine Kamenjak. Vid, kako poteka vaš kreativni proces? Glasbo delate skupaj ali ločeno ali potem na vajah vse skupaj kombinirate? Zdaj ponovadi zgleda na ta način, da se dobimo v našem studiu, spijemo pivo, spijemo dva, potem se pa ponavadi začnemo pogovarjati, to bo zdaj zelo hecen zvenelo, v gradbenih materialih, pa v mašinah za vrtati, pa v teh, ker smo pač v takem življenjskem obdobju zdaj vsi trije, da vsi neki prenavljamo hiše, pa otroke, pa to, pa imamo zdaj to. Zanimivo recimo, ne, če bi nas pogledal 10 let nazaj, bi se menili samo o frešterkerjih, pa o kitarah. Zdaj smo tu, zdaj se pogovarjamo prvo v teh gradbenih materialih, pa tudi kako rečemo o kakih kitarah, pa o tem, pa gremo počas džemat, gremo malo igrat, trak teče ves čas, mikrofoni snemajo, pa da ideja tu, ideja tam, najprej itak instrumentalno, pol na konc teksti, tako da na ta način potekajo naše vaje. Nismo pa, da bi v doma kaj, to pa ne, to pa nismo napredni, da bi zdaj doma vsak vadil, pa pol skup, pa prek Zooma, to ne. Tu se mi zdi vseeno, da je glasba, da je proces ustvarjanja glasbe mora biti živ, no, pa da mora biti človek fizično prisoten zraven, da je pol izdelek kvaliteten, no. To jaz mislim. Besedila so ves čas v angleščini, kot opažam. Tak način smo si pa zbrali zaradi tega, ker Grega pa jaz prej nikoli nismo pela. V nobenem bendu nismo pela. In ko smo se skupaj sestavljali kot trio, smo rekli, da hočemo biti trio, pa smo pol, zdaj grdo rečeno, no, smo rekli, rabimo pevca, da se mu z njim obadali. In smo sama probala, ne, in na začetku je bilo katastrofa, ne, in smo midva to poslušala. Pol pa nekak človek se navadi, tako se inštrumenta navadiš, se tudi uporabe lastnega glasu navadiš, dobiš malo na samozavesti in se mi zdi, da je vedno boljš, no. Prva plošča, recimo Kamenjak 1, zdaj ne moramo poslušati, kak smo pela takrat, ne. Ampak zdaj nama pa že nekak gre, ne, pa pol daš neki koncertov skozi, ampak je res zanimiv, ne, ker se res počutiš spet tako, da bi bil star 10 let, pa se nek inštrument učiš igrati, ne, tako se tudi z glasom začneš pol malo badati, pa smo pol, jaz vem, da sem si dal tu gor sem si dal na neke vaje, sem si dal, in ko sem se hodil v službo, sem si dal te pol, da sem pel neke ta upevanja, da sem prišel do te točke, da zdaj si sploh, ne, da sem toliko samozavesten, da grem tudi na oder, pa to, ne. Je bilo pa zanimivo, no, zelo zanimivo, na začetku sploh. Besedila, njihova tematika, tako če pogledam, imate neko zasnovo od napetosti, prihodnosti do prvinskosti. Ja, tako sem že prej povedal, prvinskost je tema te plošče, prvinskost, ne. Če je bila prejšnja Apokalipsa, je zdaj prvinskost. Bomo videli, kam bomo šli kaj naprej, no. Bomo videli, kam lahko gremo zdaj iz jame. A se bo krog sklenil, ali bo, ne vem, bomo videli, dajmo se presenetiti, kam bomo šli naprej. Mene že kar zanima, kam nas bo ustvarjalna pot vodila. Mogoče v Sevilijo. Mogoče v Sevilijo, ja. Ja, to je pa zgodba. Naš kitarist je napisal ta tekst in on je ful fan nogometnega kluba Celje in je šel enkrat na eno tekmo tja in je pol tam, ne vem, kako razsvetljenje doživel. Jaz nisem nek nogometni navdušenec, ampak on očitno je začutil tu noter nek moment, da je napisal tudi ta komad, ki je zelo dober na konci izpadel. Drive to Sevilla.
Kamenjak, Future Primal album, ki ga vrtimo. Vid z mano vdaje radioaktivno. Album ste izdali samo v digitalni obliki ali tudi kot fizični nosilec zvoka? Album smo izdali digitalno, se pravi na vseh streamingih, Spotify, Bandcamp, YouTube, Facebook, vsi na vseh teh streamingih. V fizični obliki smo se pa odločili, da ne, ker enostavno nimamo dost zaenkrat, še nimamo dost baze, da bi šli vinilko izdajati, ne. Zdaj vemo, da ne vem, 100 vinilk pride, recimo plačaš 20 € vinilko, 100 vinilk, moraš naročiti, sam jih moraš pa tudi 100 prodati. Trenutno še ni take baze, da bi se nam to splačalo, no. Ker zdaj itak CD, kasete so out. Smo rekli, če bi vinilko izdali, recimo naslednji izdelek, ko bo, no. To smo si rekli, da si damo kot en bucket list gor, da bi enkrat izdali vinilko, ker se mi zdi, da je tak trajni nosilec zvoka, no. Ampak trenutno smo rekli, da ne, itak je, glasba je ponujena zastonj, če kdo prostovoljni kaki prispevki, recimo prek Bandcampa pa naše založbe so več kot dobrodošli, ampak zaenkrat smo pa rekli, da na ta način izdati. V prihodnje bomo pa videli, no. Se zna zgoditi, da bomo v prihodnje na vinilki kaj izdali. Je že kaj odziva na vašo glasbo, na vaš album na streaming platformah? Ja, težko reči. Jaz ne gledam teh, ko so ti neki rejtingi, pa to ima to... Statistika razna. Statistika ni, jaz sem zelo slab s to statistiko. Neki so, zdaj so neki. Takle smo zelo veseli, da nas kak radio povabi, da lahko zadevo malo spromoviramo. Razni portali, tudi so, neki odzivi so. Ampak glavna stvar pa je, da ko mi čakamo, da začnemo zelo v živo igrati, ker smo že ful dolg noter pod zemljo snemali, zelo ne vem, zadnje nekaj mesecev smo snemali. In ko mi čakamo, no, da gremo spet malo na oder, pa da zadevo predstavimo tudi v živo. No. Da pridete iz jame. Tako. Med nas, med ljudi. Ja. Ne nazadnje tudi naslovnica prikazuje to preteklost, od mamuta do tistega, ki mamuta lovi, lovca. Ja, tu smo v bistvu za naslovnico nam je bila ideja te jamske poslikave, ko so, ne vem, tam v Franciji 50 000 let stare, pa to smo nekako malo gledali, pa nam je bilo všeč. Pa smo rekli, pa dajmo gor tu enega lovca, tega pa enega mamuta, pa dajmo to narediti. Ker se nam zdi, da tak tudi zveni ta plošča, ne, se pravi prvinsko. Ja, ta naslovnica je bolj tople barve, ostale so bolj temačne, vse bolj v modro-črnih odtenkih. Ja, prejšnja je bila bolj dark. Prejšnja je bila darkerska, prejšnja je bila med temi poplavami, pa je res prejšnja je bila res temno nebo je bilo, za par mesecev se mi zdi, cel poletje je bilo sam dežvalje, tako da, če si pa v jami, pa tak ne vidiš, kako vreme je. Potem lahko dežuje. Ja. Wildman bo 7. po vrste. Ja, spet smo tu pri teh bradatih, umazanih ljudeh, ko so zaviti v kože, pa z eno sulico okoli skačejo. Zdaj sam tekst govori o tem, da recimo ti ljudje, ki so naravo imeli pred nami, se pravi pred neko zahodno civilizacijo, ne, ali gledamo zdaj indijanska plemena, ali gledamo aboriđine, ne, kaj bi zdaj oni rekli na to, ne, kaj delamo s planetom, kaj bi oni rekli, če bi imeli besede, verjetno ne bi bili najbolj zadovoljni, ne. Čeprav se mi zdi, da nekatere države imajo, tudi v parlamentih imajo neko besedo, se mi zdi, da so zdaj imeli Maori, so imeli zdaj kar nekaj zapovedati na Novi Zelandiji. In ja, se mi zdi, da bi dal ljudem, ki so bili veliko pred nami na tem ozemlju, na katerem mi zdaj živimo, ne, se mi zdi, da bi mogli imeti dosti več besede, no, pri tem, kaj se danes dogaja, ne samo družbeno-politično, tudi okoljevarstveno, pa tako naprej. I was the gold man.
Future Primal album skupine Kamenjak oddaje Radioaktivno. Sicer več informacij o vas na družabnih omrežjih, tam tudi verjetno dobimo termine, kje in kdaj boste igrali. Ja, zdaj na vseh streamingih nas lahko spremljate, se pravi objave koncertov, lahko spremljate sproti. Mislim, da naslednji koncert je v Ljubljani, v Channel Zero. To je, mislim, da 21. se pravi čez neki dni, smo na Metelkovi, 21.4., ne. Potem smo pa 30.5. v Gornji Radgoni na festivalu. Bojo pa sigurno še tudi datumi padali sprot, tako da spremljite te portale. Ste pa bolj za v klube? Ja, klubi itak, mi smo za lukne, mi smo tam doma, tam ko je zidna plesna, tam mi najbolj prosperiramo. Se mi zdi, da je to vrstna glasba bolj za podzemljo, no. Tudi smo že igrali na kakim festivalu, mislim, da smo na Krasu smo igrali. Je tudi zanimiva izkušnja, ampak se mi zdi, da je to bolj za v lukne, no. Ker je enostavno tudi vibe, se mi zdi, v enim dvoranici, kjer gre noč 100 ljudi, je dost boljši. Dost bolj se čuti ustvarjalca, mi čutimo boljš publiko, kot pa na enem festivalu, ne, ker se zvok, se mi zdi, bolj razgubi, pa tudi energija se bolj porazgubi. Sicer pa vid, kako gledaš na slovensko glasbeno sceno, že kar nekaj časa si na njej. Ja, mislim, nekaj časa na njej, se ni to... Ne samo kot Kamenjak. Pa ni zdaj to, mislim, mi smo itak vedno bili bolj alter, pa smo poskušali se držati bolj stran od, mislim, mainstreama. Jaz ne gledam zelo črno gledano, itak zdaj se mi zdi, da je ta veliki boom, ki je bil z narodno-zabavno glasbo, ne vem, 10 let nazaj, da se mi zdi, da že vse skupaj malo pada, no, da tudi otroci niso več toliko zelo čist na narodno-zabavno mahnjeni in ful veliko je dobrih bendov, tako da se mi zdi, da je vredno, no. Da gre v pravo smer, problem je malo z obiskanostjo koncertov, se mi zdi, takle, ko hodimo, no, tudi kot obiskovalci, ne samo kot izvajalci, ko hodimo po koncertih, se mi zdi, da ni toliko obiska, no, tudi mladinski centri se mi zdi, da ne delajo več toliko eventov, se mi zdi, da tam od covida naprej je malo vse podniknali, ne zdaj tist malo je šlo dol. Recimo se pa peleš v petek, pol enih zjutraj, pa 12 po noč, pa greš v petek v McDonald's, pa nabit McDonald's otrok, ne, pa vsak na svojem telefonu, greš pa v center mesta, pa prazen, ne. To je mogoče, okej, tu bi si sigurno bi se lahko izboljšalo. Ampak mislim, da je dosti dobrih bendov, pa mislim, da še vedno ljudje verjamejo to, da je alternativna glasba tudi zelo poslušljiva, pa tudi lahko pride ven iz bunkerja, zakaj pa ne? Kako pa se Kamenjak tikate oziroma vikate z umetno inteligenco? Zelo, mislim, nič, no. Ker zdaj je dosti bendov tudi itak nastali iz teh AI bendov, pa poslušaš, pa se gre v uho, ne, pa se ni toliko slab, ne. Pa tudi recimo miksi, ki se miksa treke, dosti se zdaj tudi poslužujejo bendi AI-ja. Sam problem, ko hočeš pol kaj zamenjati, ne. Greš zdaj, narediš miks, ti naredi AI mix, pol poslušaš, tam bi pa eno činelo, neki popravo, ja ne gre, ne, ker ne gre to tak, ne. Mislim, še vedno se mi zdi, da nismo še tako davčno, sigurno še nismo tako davč, da bi se dala na ta način umetnost delati, ne. Pa tudi mislim, da ne bo, ker se mi zdi, da vso prvinskost umetnosti, tako glasbene kot tudi vizualne, se zgubi vse, ne. In ni več to art, ne. Lahko se pa še vedno uporablja, ampak ne, v neki zelo majhni meri, ne. Bomo raje v jami igrali na okarino. Ja, na kaj? Na okarino. To je pa... Piščal. Piščal, okej. Jaz umetno inteligenco uporabim pri pripravi intervjujev. O vas vrže kar natančne podatke Microsoftov Copilot, dam pa mu tudi nalogo, da zastavi gostom 5 vprašanj. Okay. In sicer je sestavil 2 sklopa vprašanj, lahko izbiraš med smešnimi ali pa absurdnimi. Okay. Kaj boš izbral videti? Absurdne. Pa poslušajmo, kaj zanima umetno inteligenco. In sicer prvo vprašanje. Če bi se morali preleviti v 3 različne vrste kamnov, kateri bi bil kdo in kdo bi bil tisti kamen, ki ga vsi brcajo po parkirišču, pa še vedno preživi? Kjer od članov bendov bi bil kjer kamen? Zdaj, Tjaž bi bil vodni kamen. Jaz bi bil pohorski granit, Orko bi bil pa kapnik. Po parkirišču bi pa brcal. Kaj bi brcal? Kdo bi bil tisti, ki ga vsi brcajo po parkirišču? Je verjetno granit, ki je najbolj trd. Ne vem. Drugo vprašanje. Predstavljate si, da se nekega jutra zbudite kot jajce. Kateri izmed vas bi se nedlje skrival, da je jajce, in kdo bi se takoj začel kotaliti po kuhinji?
Jaz bi se začel najprej kotaliti po kuhinji. Najdlje bi se pa skrivil, da je jajce tjaž. Tretje vprašanje. Če bi vam nekdo ponudil, da lahko en dan živite kot kocka ledu, katero okolje bi izbrali? Koktejl, zamrzovalnik ali naključno lužo pred Mercatorjem? Koktejl, viski z ledom, nekaj alkoholnega. Četrto vprašanje. Ali menite, da bi bil svet boljši ali slabši, če bi ljudje imeli 8 rok? In kdo iz benda bi bil prvi, ki bi se zapletel sam vase? Svet bi bil boljši, če bi imeli ljudje 8 rok, nedvomno. Tjaž bi bilo najboljše, ker programira in bi lahko z 8 rokami programiral na 4 ekranih in s 8 tipkovnicami. Kdo bi bil prvi, ki se zaplete sam vase? Z rokami? Po mojem bi se jaz zapletel. In še zadnje vprašanje. Če bi morali izbrati svojega duhovnega gospodinjskega predmeta, kaj bi bil? Gobica za pomivanje, zamašen otok ali tisti sam nogavičar, ki se nikoli ne najde? Jaz bi bil po mojem ona ščetka za WC čistiti. Kaj pa ostalo dva? Predmeta, hišna predmeta, neka, pa kaj vem, tjaž bi bil po mojem neki bolj iz delavnice, njemu ne bi dal ni tak hišni, ni, on bi bil neka mašina za vrtat neki to. Orko bi pa bil po mojem kaj vem, neka nogometna žoga, evo. Sedaj si slišal, kaj zanima kopilota o vas. Ja. Sicer so to vprašanja, ki niso povezana z glasbo, se tako sem dal nalogo, da jo zastavim. Ja. Predzadnja vid, ki jo bova spustila, bo War Machine. Ja, ta se mi zdi, da je še najbolj tematsko današnja, no. Se mi zdi, svet se premika v to smer, da je vedno več nekih konfliktov oboroženih po svetu. Oboroževanje je biznis, je dohodek denarja za marsikoga, ne. In je žalostno to, ne, da na enem koncu sveta se denar porablja, na drugem koncu sveta se pa ljudje v bistvu životarijo, ne, pa živijo v bedi zaradi tega, ker hočejo pač eni zaslužiti. Je to neka človeška narava, ne, da je ubijanje in prevlada nad drugimi je bilo vedno skozi zgodovino prisotno, ampak mislim, da ni v tem prihodnost, no. Vsaj ne na dolgi rok.
Vid iz skupine Kamenjak, za konec tega pogovora. Ob izidu ste izdali skladbo All for You. Boste še katero izpostavili kot single, podprli z videospotom? Ja, imamo, neki se dela. Neki imamo zdaj spet v procesu. Ampak ne vem točno, kjero smo. Dajmo obstiti se preseneti, dajmo obstiti to kot presenečenje. Tako da bomo sigurno še kako skladbo izpostavili. No. Se pa dela en video. Tako da stay tuned. Seveda pa je vaša želja biti čim več na odrih. Ja, sigurno, to nam je zelo prva stvar, ker kot sem že prej povedal, nam je zdaj smo bili par mesecev zaprti v studio. Je full fine, ne, ustvarjalni proces je zelo zanimiv, ampak se naveličaš pol na koncu, ker že poslušaš 50krat eni in isti komati, na koncu že ne veš več, kitare so prenatih, ne veš na koncu že in jaz sem zdaj ugasnil vse in sploh ne poslušam več. Po mojem bom čez kak mesec pripravljen spet poslušati te skladbe. Tako da zelo so nam prva stvar odri, no, tako da bi čim več tudi apeliramo klube, mladinske centre in ostale, da smo na voljo in da v živo tudi predstavimo zadevo širši publiki. Rekel si, da vse vaje tudi snemate, pomeni, da tudi že tako zbirate material, potem pride verjetno selekcija pa nove skladbe. Ja, selekcija je, problem je, ko se tega zelo veliko nabere, ne. Moderna tehnologija nam omogoča, da imamo lahko tudi, ne vem, en terabajt teh posnetkov, ne, nažalost, ampak potem je včasih to težko zdaj prebirati ven vse, ne. Ponavadi na koncu vaje rečemo, tole je bilo pa v redu, pa gremo pol naslednjič poslušati, ne. Da bi zdaj mi to skladiščili, pa pol šli vse poslušati za nazaj, ni, po mojem ne bi bilo najbolj časovno ekonomično, no. Tako da imamo recimo za en teden naprej, pa sigurno je pa dober način to, da imaš posnete vaje, da lahko pol vidiš, tole je bilo pa v redu, tole pa ni bilo v redu. Tudi če se po vajah kaj spije, ne, včasih pozabiš. Če ne bi snemal, smo ponavadi vedno, ko smo bili še mlajši, ne, smo naredili komad, pa smo pol se napili, pa naslednji teden nismo vedeli sploh, kaj smo igrali. Zdaj se nam to ne more več zgoditi, ker imamo vse posnete. Zadnja, ki bo spustila, bo Legacy. Ja, Legacy je pa komad za mojega sina, za mojega prvega sina, ki mu jo tudi posvečam, Izak, zdravo. Ta pa govori v neki družinski zapuščini, pa tudi odgovornosti, ki pride z tem, ko postaneš foter, tako da tudi ena taka primarna stvar, ne, tako da to je pa za njega. Skladba prihaja v radijski eter. Vid, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala lepa, Boštjan.
Zdrav, mi smo Kamenjak in poslušate oddajo Radioaktivno.